Kako se spomnite tistih dogodkov, preden ste odšli in ko ste odšli? Tisti smo pa otroci, bi rekel, kar opazovali, ko so prišli aprila meseca, so prišli prvi vojaki. Mimo nas gor so se peljali s tanki, avtomobili in tako dalje. Pa smo to otroci gledali, ne. No, čez par mesecev je pa že prišel k nam en vojak, pa je rekel, nas je popisal vse, pa je rekel za staro mamo, da je Hrvatica, da je verjetno ne bilo treba iti. Pol je pa ona rekla, ja, kam grejo drugi, grem tudi jaz. In tako smo se pol mi preimenovali, se nisem več Kerjačič pisal, ampak sem se pisal Komočar. Ne, po stari mami, ki drugače nas bili razdvojili, ne. No, in on je to uštimal, da smo tudi, je rekel, si moramo narediti prtljago, kaj bomo vzeli s seboj. Pa so pa ženske mogle rjuho razrezati, pa pršiti, smo mi rekli, na štrozek, ker nismo imeli druga kot to, štrozek na pol prerezali, tisto zašili. On je pa ime, pa naslov napisal, kam bomo šli v Nemčijo, ne. Rekel pa je, če imate pršič ali pa kaj takega, zakoljte pa mast zalijte, ker to vam bo dobro došlo. No, in tako sem šel v Brese, jaz pa teta Tončka sva šla v Brese do strica Čatara pa strica Jožeta, da sta prišla za klad, pa so to cel dan pacale pa rihtale, da smo to zrihtali, da smo imeli za seboj. Drugo jutro je prišel pa drug vojak, je rekel, zdaj greste pa z menoj, gremo pa, smo rekli, do Kožarjeve gostilne. Tam so pa avtobusi čakali in seveda nas naložil na avtobus, ali jaz sem pa pri tem dobil bič, gajžlo, smo rekli, ne. In sem si naredil pokc. In koliko smo to ženske jokale, sem pa tam, jaz sem pa s tistim pokal, ker sem bil vesel, ker imam na avtobus, ne. Ja. No, in tako smo se pripeljali v Reichenburg. Edino nas je peljal avtobus skozi gor do tistih barak. In pridemo v prvo barako, pec na levo noter za vrate smo dobili mi mesto. Pol pa še druge iz vasi. Še to povedal. Pol je pa ta sosed rekel, jaz bi mogel iti pa na WC. Sem šel pa jaz z njim, so rekli, da naj grem z njim, ki je bil tak sneg, pa dež je padal, ker je bilo to oktobra meseca. In pridemo dol do WC-ja, tam pa ena ženska, majhnega otroka, ali dom majhnega, ena 3-4 leta starega, tudi pripeljala tam. In je verjetno tisti otrok noter pok je hud zakričala, ona najsmela se strašna, pa smo bežali nazaj proti barakam gor. Pridemo do prve barake, ni bilo nobenega noter, naših. On je začel jokati, sem rekel, gremo še naprej. Pa vidimo še eno barako, pridemo do tiste, tudi nobenega naših. Še ta tretjo barako, evo, tam so bile pa spet prazna, so bile pa že naši veni, so že delili tiste svetince za okoli vrata. No, in tisto mi dobimo in smo takoj tudi krenili dol, so nas odpeljali na vlak. Vlak nas naložili, ko bilo vse tisto verjetno poštimano, so vrata zaprli na vagonih in tako smo se odpeljali. Pa so pa rekli, da smo se ustavili v Salzburgu, ne. Tako so se starejši pogovarjali, jaz sem pa poslušal, če se kaj dalo, ne. No, in tam smo do jutra noter v eni hosti stali, pa je šel pa vlak naprej. In proti jutri smo prišli, bom rekel, v Nemčijo tam, v tisti lager, Geboldehausen se je reklo. Smo šli vsi z vagonov ven, ker je bil pa sneg, pa verjetno led od spodaj, je moja mama pala, pa je dobila pretres možganov. In so jo odpeljali v bolnico v Göttingen. No, naše potovanje je bilo z vlakom do Neresheima. Bili smo v starem samostanu,
To je bila velika cerkev, veliki prostori samostana in mi smo dobili eno veliko sobo. V tej sobi je bila nadstropna postelja za 4, nas je bilo pa 5, tako da sva sestra morali spati skupaj. V tem prostoru je oče imel delavnico in z njim je delal en čevljar iz Bizeljskega, pisal se je Gabron. Ja, se prav spominjam. No in v tem prostoru so se večkrat zbirali pri mojem očetu, ker on je imel tako na sredi te velike sobe, je imel na sredi te velike sobe je imel svoj pankel, se je to reklo, ne, to je čevljarska miza. In k njemu so prihajali ob večerjih prijatelji iz ti sosedje naši in so se pogovarjali ob večerjih o tem, kaj se dogaja. Izmenjavali so si dogodke, mislim, pisma od doma, kar je kdo dobil, kaj se dogaja doma in kako je na fronti. Vem, da so imeli zemljevid in so ga odpirali in so to spremljali, kaj se dogaja. No, ko smo bili v tem taborišču, v tej sobi, smo imeli hrano vsi v skupni kuhinji ven iz te naše sobe. To je bila skupna kuhinja in smo imeli hrano, veliko zelja in kolerabe se spominjam. Margarino se spominjam. No, in otroci smo hodili v vrtec. Moja vzgojiteljica prva je bila tante Hilde, se je imenovala. In ko je šlo že proti koncu vojne, je ta tante Hilde morala na fronto. In je potem prišla ena druga vzgojiteljica in ta je bila malo starejša, tako da nas je ona imela potem do konca vojne. No, ko pa je bil konec vojne, sva pa enkrat z eno prijateljico, to je mama bila Vilija Resnika, najbrž ga poznate, mama Vilija Resnika, medve sva enkrat rekli, da ne greva v vrtec. In so šli potepati. Oče moj, ki je bil doma zmeraj, je pa zmeraj spremljal, kdaj točno moram priti iz vrtca, ne. To je bila vojna, to je se lahko zgodilo karkoli. In takrat, ko so se pa medve potepali, sva pa zamudili, nisva prav čas prišli. Očeta je zelo skrbelo, kaj je. In se spomnim, da me je kaznoval tako, da sem morala v kotu stati do večera, ko je prišla mama. Ona je hodila pa k kmetom na delo. In to je bila res edina kazen, ki se spominjam od mojega očeta. In je veljala, ker sem ga ubogala in nisem nikoli več kaj takega napravila. No, mama je hodila k kmetom na delo in včasih je tudi prinesla kaj za jesti, tako da smo imeli tudi ob večerjih še kakšen priboljšek. No, spominjam se, moj brat in sestra, jaz sem hodila v vrtec, brat in sestra pa sta hodila v šolo. Učil je slovenski izgnanec, ta iz Hinc je bil doma, imenoval se je Mirt Rudi, on je bil po poklicu trgovec, ampak je znal nemško in je potem učil naše otroke v nemški šoli. Nemščino so morali se učiti. No in ko so bili stari 14 let, takoj ko so bili stari 14 let, so morali zapustiti šolo in se zaposliti.
In ko je bila moja sestra 15. aprila 43, 29-letnica je bila, ko je bila stara 14 let, je morala zapustiti šolo in je šla za služkinjo v mesto, v Neresheim, k nekemu električarju, imenoval se je Majer. In ona je hodila za služkinjo tja, popoldne pa še na zelenjavni vrt nekam v eno vrtnarijo. No, ta družina Majer ni imela otrok. In zato sem jaz večkrat z svojo sestro šla k njim, ker so spoštovali otroke in so lepo z mano ravnali. In spominjam se velike noči. In takrat mi je ta gospa Majerjeva rekla, da naj iščem pirhe. In sem iskala pirhe vse povsod in takole pod nekimi stopnicami sem jih našla. Da se spominjam tega dogodka, da sem se srečala s pirhi, ki so jih našla. No, sestra je potem ves čas do konca vojne delala na tem področju. Brat pa je hodil do konca v šolo. Še kakšen takšen spomin poseben z teh let prvih? Pa so je bilo pa v tej zbirni lager, Bamberg smo se pol odpeljali. Skojnam vem, da to je tam nekje, ne more tako daleč biti od tega kraja. Smo pa tam čakali na transport, ne. Pa smo se pa domov peljali, ne. Tega se spomnite že, ne? Ja. Koliko časa je to trajalo? Ja, do Jesenic 2 dni. Pa tukaj pa tudi 2 dni. Od Jesenic do Sevnica. Aha. Ste se veselili domov jeti? To je oče rekel. Če bi pri nas bil materni hlad, mi ne bi nikoli prišli sem. Smo prišli na Jesenice, tisto vriskanje pa to bilo. Je rekla mama, pa smo prišli spet hudičemo roke. Mama si je želela ostati v Nemčiji, Ja. ne? Mama si je želela to. Oče si je želel pa domov, ne? Oče je pa sam vinograd, Šmarnica ga je vlekla, ne. On je bil med 2-krat tukaj doma. V času Ja, izgnanstva. ja. Kako? Ob kakšnih priložnostih je Šel bil je doma? gledati, če je vinograd obdelan. Ampak je dobil dovoljenje za... To bo dovoljenje, vse normalno. Ja, ko smo pa šli domov, smo šli, mama pa tam naš, sestra pa jaz smo šli peš gor. In smo tam, ko imam zdaj hišo, je bil take 2 čerešnice, med tistim čerešnjem 2 je bil pa en veliki pes. Pa malo zalajal, pa je rekla mama, tam je še neki košček kruha, dajmo. Smo ti zdal in smo bila kamarata. Je bil od Kočevarjev. Kaj se je zgodilo pravzaprav s temi Kočevarji? Bile so različne govorice, ne? Ja, jaz to bom povedal, kaj sem slišal. Kaj ste slišali, ja? In tam Žakar, ko je bil tukaj doma, tam v Reichenburg je hodil in mu je ena gospa karte dala, vse je bil tak muhast, ne. Je rekel, da je točno je bilo konca aprila ali začetek maja. Je rekel, da je bilo tako kričanje po upitju, je rekel, 2 dni sem se skril tam v Vrhuljah, tam je ena ajdovska jama, je rekel, jaz to nisem mogel poslušati, jaz sem se tam skril. 2 dni. Kaj je bilo? Pa smo pa to,
Zdaj, eni so rekli, da so šli, eni ne. V glavnem, ko so se prej skrivali, niso šli v nemško vojsko, ne k partizanom, so jih pospravili. V času, ko ste bili vi v izgnanstvu, Ja, so tudi na drugih domačijah v Posavju živeli kočevski Nemci, kočevarji. Tako je bilo tudi na vaši domačiji. ja. Ko ste prišli domov, so bile različne govorice o tem, kaj se je dogajalo z njimi. Kakšne govorice so bile, oziroma kaj se je predvidevalo, da se je zgodilo s temi kočevarji, ki so živeli pri vas doma? Jaz, kar sem povedal, to sem zvedel, ampak o tem se ni veliko govorilo. Vam tako povem. To je tabu tema. Zato, ker so tisti dejavniki, ko so to izpeljali, to so živeli med nami. Da se ni smel govoriti. Lahko je takrat kar po noči zmanjkalo. Bili so pobiti doma, v glavnem. Kako je izgledalo doma, ko ste prišli? Kak imate prvi spomin na dom? Ja, nič ni bilo. Nobene šipe v oknah ni bilo, nobene kljuke v vratih. Nič ni bilo. Kaj pa njive? Njive je bilo vse posejano. In pa takrat so mogli žeti, pa je en partizan to merko zraven in potem so to oni odpeljali, to žeto. In nič nam ostalo.